Dober dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli na tem današnjem pogovoru, ki smo ga naslovili likovno v Lutkovnem gledališču in umestili v teden, ko praznujemo svetovni dan lutk. V grajskih prostorih, se pravi v prostorih Ljubljanskega gradu, je moč videti tudi razstavo, lutkovno razstavo, kar ni pogosta reč. Smo nekako se odločili, da bi v okviru tega pa povezavi s tem naredili tudi pogovor na temo likovnosti v Lutkovnem gledališču. Moji dragi in spoštovani gostje, tukaj pred nami, najbrž vsi poznate, ampak vendarle še ena dodatna predstavitev. Začnem kar z Damjanom Stepančičem, likovnikom, izjemnim ilustratorjem, večkrat povezanim tudi z Lutkovnim gledališčem in med drugim tudi docentom zdaj na Akademiji za likovnost in oblikovanje v Ljubljani, na oddelku za ilustracijo. Super, hvala, da si prišel, Damjan. Pozdravljam. Zaplanjeno. Ja. Potem Barbara Stupca, tudi že v zadnjih 25 letih likovnica, ki je zelo zaznamovala Lutkovno gledališče in likovne podobe Lutkovnega gledališča v Sloveniji. Jasna Vastelj, prav tako prišla iz likovnega oziroma slikarskega področja, potem v področje scenografije, trenutno redna profesorica na oddelku za scensko oblikovanje Akademije za radio in gledališče in film AGRFT v Ljubljani. Darka Erdelji, prav tako aktivna scenografka, likovnica, ilustratorka, predvsem pa seveda aktivna na lutkovnem področju, mariborskem, članica v bistvu Mariborskega lutkovnega gledališča, sicer pa diplomatka praške DAMU, oddelka za scenografijo alternativnega in lutkovnega gledališča. Pa Silvan Omerzu, starosta, bi že lahko rekli, ne? Tudi najstarejši si Silvan, starosta slovenske lutkarije, tako v likovnem kot tudi gledališkem smislu. Tako da vse v enem in brez njega tudi bi se težko pravzaprav danes najbolj pogovarjali o tako močni likovnosti v Lutkovnem gledališču. Ob meni pa seveda še Nataša Smolič, dr. Nataša Smolič, umetnostna zgodovinarka, sicer tudi docentka na Pedagoški fakulteti v Mariboru, ki sem jo pa prosila, da nam tudi z umetnostno-zgodovinskega in teoretičnega vidika predstavi gledanje na lutkovno, kar je tudi eno od polij, s katerim se ukvarjaš v svojih raziskavah, razmislekih in tako. Torej, ja, današnji pogovor sem si zamislila res v tem smislu, da tokrat izpostavimo likovni vidik, likovno komponento lutkovnega gledališča. Ne zgolj lutkovnega kot takega, morda tudi v razmisleku dialoga med tema dvema, lutkovnim in lutkovnim gledališčem. Zanimalo nas bo, kako likovni ustvarjalci, kot ste vi, ki ste na nek način stopili na polje lutkovnega gledališča, razmišljate o tem dialogu, zakaj vas privlači, zakaj ustvarjate na tem polju tudi. Ampak najprej bi morda začela, Nataša, s tabo, se pravi, kako umetnostna zgodovina v bistvu in teorija vrednoti to lutkovno. Kam ga umešča, ali ga umešča v smislu tega, kar vidimo v lutkovnem gledališču, ali ga umešča samostojno izven povezave z gledališčem, kam to lutkovno v polju slovenske umetnostne zgodovine in teorije v bistvu lahko razvrsti. Hotela sem reči dober večer, glede na. Dober dan vsem. Na to vprašanje se da
začeti odgovarjati v bistvu na več načinov in mogoče bi za odgovor lahko posebej pripravili kakšno predavanje. Ampak recimo, zdaj, če poskušam malo strniti oziroma skrajšati, prvič slovensko ločevati od svetovnega oziroma evropskega v tem oziru nima smisla oziroma je nemogoče, zato ker čisto posebej, da bi obstajalo kakšno posebno polje, recimo tudi v okviru študija umetnostne zgodovine, torej posebej samo lutkarstvo, to pravzaprav ne obstaja. Vsi nastavki oziroma kakorkoli začenjam odgovarjati, mi lahko pelje v mnogo smeri. Tako da recimo zdaj, če ostanem v okviru umetnostna zgodovina in pa lutke oziroma povabilo, ki smo ga bili deležni, da bi danes ali začeli to naše srečanje z ogledom Silvanove razstave v kazamatah, sem pravilno izgovorila, kazamatah. Ja. Ali pa bomo šli pogledati pozneje, kakorkoli. Se pravi, zdaj lutke kot take oziroma lutkovno ustvarjanje kot tako pravzaprav ne moremo posebej ločevati od kakršnega koli drugega, v bistvu vizualnega polja v trenutni situaciji. Torej, vizualna umetnost v sodobnem času pravzaprav tako zelo široka, da s čemerkoli se ukvarjaš in je v bistvu vid tisti, ki bo zaznaval to, s čemer se ti ukvarjaš, lahko sodi pravzaprav kamorkoli. Torej sodi v lutkovno gledališče, sodi v galerijski prostor, sodi recimo v nek javen prostor, sodi recimo tudi v uveljavljen svetovni muzej, torej lahko rečemo tudi Louvre, torej sodi kamorkoli. Zdaj, lutke kot take, zdaj zgodovino, vsi razvoj lutk poznate, tako da zdaj, to je spet eno področje, ki bi si zaslužilo toliko in toliko časa, da bi se z njim pogovarjali, ampak lutke kot take pravzaprav v likovnem še danes oziroma v vizualnem še danes ali pa spet danes predstavljajo pravzaprav to, kar so predstavljali v svojem izhodišču ali pa mogoče, lahko rečemo tam antičnem času, če prepustimo tisto kameno dobo, kjer bi se lahko pravzaprav začeli pogovarjati o lutkah že pri paleolitskih Venerah, vse zadnje. Torej, že v antični čas oziroma potem srednji vek predvsem, ko postane lutka pravzaprav kot neke vrste avtomat, neke vrste v bistvu mehanski robot. To je nekaj, s čemer se ukvarja v bistvu danes tudi, težko rečem vizualna umetnost, ampak umetnost, ki jo lahko srečujemo v galerijskem prostoru. Danes pravzaprav tega ločevanja med tem, kaj je umetnost, kaj je torej visoka umetnost, kaj je nizka umetnost, torej polje estetike, problem. Torej, velik problem, se pravi, ali pa ga sploh ni. Torej, enostavno lahko se znajdemo kjerkoli, to, s čimer sem začela, kjerkoli in si ogledujemo karkoli in to velja za umetnost. Torej, ni več tega ločevanja in to ločevanje se je končalo, tam lahko rečemo nekako že v sredini, če smo zelo ozki, v sredini 20. stoletja, če pa smo malo bolj konkretni, malo bolj širokogrudni, pa bi lahko rekli že za 19. stoletje. Danes se to enostavno zaključi. Torej, visoka, nizka umetnost, tako da zdaj lutkovno ustvarjanje. Prej smo se na kavici oziroma čaju mimogrede tudi malo dotaknili tega. Lutkovno ustvarjanje danes v bistvu je področje, s katerim se ukvarjajo tako ljudje iz čistega veselja, torej tudi nešolani, da nimajo nekih uradnih diplom, kot recimo akademsko šolani umetniki. In torej tisti, ki najprej konča akademijo za likovno umetnost, potem se odloči, bo recimo nadaljeval svoje delo kjerkoli drugje, recimo tudi v okviru lutkovnega, torej lahko tukaj najde svoje polje in obratno. In recimo, ko sem razmišljala o Silvanovi razstavi, in potem tudi o tem spet problemu visoka,
nizka umetnost, kar smo rekli, da ne, tega ločevanja danes več ga ne uporabljamo, ne, oziroma je to popolnoma nesmiselno. Ampak vseeno, zdaj problem je malo to moje krajšanje, poskušam čim bolj skrajšati, pa upam, da preveč ne sekam. Torej, če bi lutke kot take, izvor lutk, lahko imenovali, da je to nekaj torej ljudskega, se pravi nekaj, kar je veljalo v zgodovini, nekaj, kar je za nižji sloj prebivalstva. Vemo, da tudi ni bilo tako, se pravi tudi aristokracija, tudi cerkev se je tega posluževala, tako da že tukaj nekje zdaj postaviti mejo v zgodovini. Danes absolutno te meje ni. Torej še enkrat, ko sem razmišljala o Silvanovi razstavi, sem se spomnila tudi recimo Rona Mueka, da je mlajša generacija, pa tudi vsi ostali, vsi imamo zdaj te pametne telefone, da tukaj danes pač nimamo projekcije, bilo bi pa fino, če bi še tudi kaj pogledali zraven, sploh zdaj, ko se bomo pogovarjali, je fino, mogoče tudi res čisto vizualno videti to, o čemer govorimo, torej izpostavila bi Rona Mueka. Če imate telefone, pa če nam ta grad dopušča, ti debeli zidovi, če sploh so tukaj signali, torej bi vam pač svetovala, da kar pogooglate, se pravi Ron Muek, nemških korenin pravzaprav, starševstva lutkarja. Torej njegova zibelko mu je bilo položeno pravzaprav ukvarjanje z lutkami. In staršem je že kot otrok pomagal pri ustvarjanju pač lutk. Potem pa enostavno spet okoliščin, konstelacija zvezd, kakorkoli, življenjska pot ga je vodila, torej sklene zakonsko zvezo in tašča slikarka ga prosi, naj naredi za njeno razstavo lutko. Torej lutko, ki bo stala, se pravi popolnoma pač čim bolj pač realistično podobo nekega dečka, ki bo stala pred sliko in bo gledala pač to podobo, ki jo je ona naslikala. No in tega dečka on naslovil Pinokio. Ron, čisto normalno se napiše R-O-N-M-U-Mueck, Ron Muek. Pa če napišete Pinokio, pa zraven še letnico 1996, takrat je to skulpturo naredil oziroma tega dečka. Zdaj, ta deček, kakorkoli Ron Muek, ni imel ideje, da se kdajkoli pač ukvarjal, zdaj spet bom rekla, gledajte v narekovajih, z visoko umetnostjo. Torej njega so zanimale lutke, on se je ukvarjal tudi z oglaševanjem, se pravi, izdeloval je pač takšne in drugačne podobe, realistične, ki so pač nadomeščale pač realne predmete, sadeže, ne vem, karkoli, pri snemanju reklam. No in ko je naredil tega hiperrealističnega dečka, tisto edino, kar ga loči od torej res realne podobe samega človeka oziroma dečka je, in to loči vse njegove skulpture, skozi zdaj njegov opus, je, da so ali nekoliko premajhne, torej so disproporcionirane, ali nekoliko premajhne, ali so pa zelo velike. Torej njegove skulpture dosegajo tam do 5 metrov recimo v višino. So pa izredno torej realistične, čisti hiperrealizem. No in ko je ta deček pač bil opažen, ko je stal pred pač sliko, in njegova tašča, Pola Rego je abstraktna slikarka, no, takrat ga je opazil, to so 90. leta, takrat ga je opazil Sači, Charles Sači, torej ta slavni oglaševalec, torej se ukvarjal z oglaševanjem, 90. leta, vemo, takrat pač oglaševanje doživi enega svojih velikih boomov. No, ko vidi tega dečka, Sači si je med tem, pač se začne tudi ukvarjati z umetnostjo, torej kupi si muzej, in ta muzej bo treba napolniti z umetniškimi eksponati, in ko vidi tega dečka, mu naroči, naj naredi še kaj več. No, in naslednja njegova skulptura je pomenljivega naslova Dead Dad, se pravi mrtev oče. Ravno mu je umrl oče in potem pač podobo svojega očeta upodobi spet popolnoma hiperrealistično, to je zdaj leto pozneje, se pravi 96, 97, in ga položi enostavno na galerijski parket, torej leži. To je bila prva pač zamisel, kako bo ta skulptura stala. Zdaj, od takrat naprej, in ravno zaradi pač še enkrat Charlesa Sačija, Ron Muek, torej kot nekdaj lutkar, nekdo, ki se je želel ukvarjati primarno za to ljubeznijo do lutk, do, v bistvu do, da bom zdaj rekla spet, ne samo do lutkovnega gledališča v smislu otroškega lutkovnega gledališča, ampak lutk na splošno, kakršnokoli, torej tudi za odrasle. Torej ga je to pač
prestavilo nekam drugam, torej na področje zdaj pač vizualnih umetnosti, ki sodijo v galerijske prostore. Ne. Tako da primarno lutkar. Tako da zdaj še enkrat, lutkovno umetnost, v bistvu jaz dojemam, ne, zdaj začela sem se pa s tem ukvarjati ravno zaradi Silvana, ne, sprej starosti, ne, kot ga je pa imenovala Martina, torej zaradi njegove estetike, ne, predvsem lutkovno gledališče in lutke pravzaprav pojmujem in se pojmujejo, ne, danes pravzaprav enakovredno kot še, ne, če zaključim s tem, s čemer sem začela, enakovredno kot katerakoli drugo polje vizualnega. Torej estetika lutkovnega, zdaj ne, tudi pojem estetika, ne, relativen pojem, tako kot smo prej rekli, visoko, nizko, ne, v okviru umetnosti, torej kakšna estetika, ne, zdaj ne, tako pri Silvanu kot tudi pri Barbari, ne, vemo, da ta ne, estetika ne, se zelo spreminja, ne, od tega, o čemer pač predstava, s katero se ukvarjata, govori. In tako, še enkrat, ne, zdaj, če preskočim, tako kot v umetnosti. Ne, se pravi, umetnik lahko prehaja od popolne abstrakcije, realizma, spet nazaj v abstrakcijo, ne, se pravi, estetika lepega, estetika grdega. Pravzaprav danes živimo v bistvu, ne, v nekem svetu, kjer nobene norme, pravzaprav, ne, govorimo zdaj o umetnosti, ne, tukaj se ostanem, ne vzdržijo več. Ne. Pravi, je možno in dovoljeno pravzaprav čisto vse. Ja. Hvala, Nataša. Seveda, ogromno je smeri, o katere bi lahko šli, a ne, ko razpravljamo o likovni umetnosti oziroma lutkovni umetnosti, tako kot si rekla, ali se pogovarjamo o ljudski lutkariji, ali se pogovarjamo o profesionalni, recimo temu umetniškemu artefaktu, umetniških artefaktih, ki so lahko razstaviščni objekti ali pa gibljive plastike, ali kakorkoli bi to poimenovali. Absolutno lahko bi šli tudi v te smeri pogovor je ogromno in mogoče je en začetek, da o tem govorimo, ampak vendarle usmerimo se zdaj v gledališko področje in k ljudem, k ustvarjalcem, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, v smislu, da so se odločili oziroma da jih je življenjska pot pripeljala k temu, da je njihov izraz tudi lutka. Ne? Lutka, ampak gibljiva lutka, se pravi lutka v času in prostoru, v prostoru igre, v gledališču. A ne? Vsi pa ste izšli iz nekega likovnega področja, se pravi, niste bili v štartu gledališčniki. A ne? Pa bi v bistvu vsakega od vas prosila, da razmisli in nam nekako pove, zakaj privlačnost te lutke, oziroma odkje privlačnost lutke, zakaj in kdaj ste prišli do tega, da je to morda izrazilo, skozi katerega se želite izraziti, in morda v isti sapi, kakšna je razlika med lutko na papirju ali pa statično lutko in lutko, kot sem že rekla, v prostoru in času, gledališko lutko. Ne? Kje je ta privlačnost, zakaj ste do tega prišli? Damjan, a kar tebe na začetku podsufam? Ja, mislim, lutka na papirju je samo zato, da oni tehnologi vejo, koliko mora biti velika. Vsaj meni se tako zdi. No. Mislim, da če nekaj rišeš, pa če to dolg časa rišeš, potem prej ali slej začneš to zadevo, tudi pa čeprav ni nujno, da bo kadarkoli nastala lutka, začneš na nek način tridimenzionalno gledati. Vsaj mene to tako zanima. Ne? In tudi jaz se lotevam ilustracij na začetku zelo fizično na nek način, ne? Ali režem, ali pacam in tako naprej. In tako da včasih niti ni, in seveda te ilustracije ima neko svoje gibanje, čeprav so to listi papirja in tako naprej, ampak ne bi se vse tako nekako premikalo in do lutke načelno ni toliko dolga pot, ne, se mi zdi, vsaj meni se tako zdi. No. Tisti papirji so bolj neke tehnikalije, bolj stvar mislim, nekih podatkov, pa nekih takih vzvodov.
In to, no, zdaj kakšno pa že naprej vprašanje. Kako zdaj sem prišel? Ja, mene sploh fino tudi pri risanju samem razmišljati v različnih materialih, ali pa ne vem, zakaj bi gre štrikanje skozi zdajle po glavi, no, v glavnem. Fajn je prijema zadeve, no, tako. In lutka je sigurno ena od teh, bi rekel, teh popolnih objektov, ki imajo to haptičnost in to toplino in materijo, ki jo recimo likovno nima v toliki meri. In meni se je to zdaj v mojem primeru nekako, sicer jaz sem v to nekako potegnen, ampak mi paše ta svet premikanja pravzaprav, to mi je tako, pa svet zgodb, to mi je lutke, to so mi lutke. Recimo sem poslušala intervju z Marjanom Mačkom, ne, in on je pa rekel, da v animiranem filmu nekako se mu zdi, da so njegove ilustracije, da se lahko poveže z njimi, medtem ko v lutkah je rekel, tam sem pa pol, to so pa tehnologi naredili, a ne, pa nisem prav dobro si znal tega v ta čas dati. Ja. Tako da zato, veš, se mi zdi, da pri ilustraciji to, kar praviš, to gibanje, ja, ampak je rekel, da tega časa, da mu je bližje ta čas animiranega filma kot lutke. Ne, zato. No, sam še to bi povedal, zato tudi jaz ponavadi tam v teh delavnicah sam visim in imam zelo rad tisti ta zadnji moment, predno gre lutka na oder, sam naredim. In seveda, to ima nek poseben kontakt dobiš z lutko, ne? Če si jo zamisliš kot nek organizem, ne? Si kot nek demiurg pravzaprav, ne? In to je vsekakor važen trenutek, ne? Pravzaprav, vsaj zame. Barbara, koliko je pri tebi tudi odstopanja od začetne skice pa do finala? Odvisno od delavnice. Ampak v bistvu, ker lutko narišeš, je to samo skica. Čeprav jaz skico delam, ne, a veš, to je drugače, recimo pri živih igralcih študiraš kostumografijo, je puno narejen, telo imaš, ksiht imaš, to je to. Oblečeš pa našminkati ga moraš, a ne. Pri lutki se moraš pa ti izmisliti cel lik, se pravi, kako hod, da si jaz mislim tudi, kakšen glas bi imel, pa kako se obnaša. In to vse skupaj v bistvu naredim iz informacij, ki jih dobim iz teksta. Kar je pri lutkah zelo malo. V resnici si ti izmisliš cel karakter. Jaz velikrat recimo zraven, ker rišem, ostanem od mize, pa probam, kako bi ta model hodil. Ne z lastnim telesom in tako naprej. Jaz mislim, da lutka v resnici se jo da definirati kot kinetično skulpturo. Ne? Kako so pa jaz, da sem prišla, ne vem, sem. Kot kinetično strukturo. Skulpturo. Ne z razliko od prej omenjenega človeka na M, ki dela skulpture navadne, kakorkoli realistične, to niso lutke. To sploh ni isto. Ne? Ti moraš za lutko vedeti, kaj bo na odru zmogla, preden jo daš v delavnico. Pa so pa ta odstopanja, kakor pač so ljudje v delavnici pripravljeni poslušati, pa sodelovati. In če primerjaš pa tako, kaj Damjan rekel, jaz sem tudi rada v delavnici na koncu. Mislim, ta final touch je v resnici nujen, da so lutke tvoje, ne? A ne? In Barbara, v čem je tvoja draž tega, da se vedno znova vrneš tudi v lutke v primerjavi s tem, ko oblečeš igralca ali pa narediš scenografijo za igralca? Kjer je služba, kaj grem, ko me briga. Mislim, nikle nekaj filozofije okoli. Ampak, če bi se morala odločiti, bi raje delala lutkarijo ali... Ne bi nič od tega. Res je, no. Raje bi nekaj tretjega. Četrtka, pravzaprav. Kinetična skulptura, jasna, je to, bi se lahko poistovetila s to definicijo, oziroma bi... Še prej je bil eno vprašanje, kaj v bistvu nas je sploh pritegnilo, da smo se s tem začeli ukvarjati. Mene v bistvu pri lutkovnem teatru in teatru nasploh
najbolj zanima v bistvu ta komunikacija med sodelavci, oziroma med tem, da vsak od nas doprinese sam en delček nečesa in v bistvu na kakšen način si pol sodelavec, animator, režiser, na kakšen način si v bistvu to lutko, recimo, kako animator zanimira, recimo, kako zdaj to kinetično skulpturo, zdaj napolne s tem, zaradi česar mi pridemo v gledališče. Ker v bistvu se mi zdi to gledališče, jaz tu delam na področju kostumografije pa scenografije, tam se mi zdi, da je isto, pač gradimo nek poligon, kjer naj bi se nekaj zgodil, nastavljamo neke napakice zaradi tega, da igralci na to odreagirajo, vemo, kaj se bo, manipuliramo s tem časom in zgodbo, ki jo mi vemo, gledalci jo pa ne vejo. Medtem, ko pri lutki se mi pa zdi, da je pa še to, da ti v bistvu še vizualno podobo tega zgradiš, oblikuješ, pomagaš ustvariti. Meni je tudi, mislim, da vsak, ki se z lutkami ukvarja, ima rad to materialnost in delo z temi materiali, no. Ampak vedno me je najbolj, prej si rekla, da sem iz slikarstva prišla, sem študirala grafično oblikovanje in se spomnim že, jaz sem precej introvertirana oseba bila in sem že takrat razmišljala, kako bi v bistvu plakat naredila, da ne bi bil sam plakat, ampak da bi jaz videla, kako ga ljudje vidijo, na njega odreagirajo, in so bili to v bistvu neki 3D, neki slah v trgu ali pa neki slah v risu ali pa neki tako. In se mi zdi, jaz sem takrat na faksu, je bila ena delavnica, ki jo je imela Eka Vogelnik in jaz sem takrat šla tja in se spomnim, da je njena mama recimo tudi imela te delavnice gibalne in to. In vse to nekakšen tak splet okoliščin ljudi, ki so se zbrali, tudi neverjetno zanimive ljudi sem spoznala iz tega polja ustvarjanja in mene je v bistvu ta neka tiha komunikacija med sodelavci se mi zdi zanimiva. No. Te v bistvu mali nesporazumčki, ki se mi zdi, da v bistvu pol rastejo v nekaj več. Ne, da ti čisto vse probaš definirati, ampak puščaš neke odprte možnosti interpretacije. No, to se mi zdi, da... Misliš v pomenskem smislu ali v čist vizualnem, ko govoriš o tem prostoru puščanja? Zdi se mi, da cela gledališka predstava, da je sestavljena iz različnih komponent in končni umetniški izdelek je del pač vsega. In se mi zdi, absolutno jaz tudi razmišljam o karakterju, vsi razmišljajo tudi o vizualnem, ampak način, na kakšen pol to interpretirajo ali pa reinterpretirajo, to je meni največja draža. Sploh delovanja v gledališču, v lutkovnem pa sploh. Ja, res, ker dobimo en umestnik, na katerega potem mi igralci reagiramo. Ja. In prav se mi zdi, da te male napakice, ki nastajajo znotraj tega, da to je ta pušna, kjer ga pol v bistvu vsak posameznik reagira. No. To se mi zdi blazno zanimivo. Gradi karakter. Gradi karakter lutke. Perfekt svet je dolgočasen. Ja. Darka, ti si pa svoje profesionalne izkušnje nabrala v Pragi, ki jo v bistvu, ne vem, cel evropski svet večkrat tudi enači z eno romantično predstavo o lutkovnosti in lutkariji in je ta tradicija tega lutkovnega tako skoraj da enačaj s tem skulpturo tega naroda. Ne? Kako si to doživljala tam oziroma kako zdaj svoj likovni izraz uresničuješ skozi dela in zakaj si še vedno v tem? Najprej, da povem, da sva z Martino isti letnik, ne? Da sva v istem času bila v Pragi. V istem letniku študirali. Ja, seveda. Mislim, mi smo isti letnik. Ja, ne. Je bilo pa v bistvu
za mene je osnova lutkovnega gledališča je tako ali tako oživljanje mrtve snovi, materije. In se mi zdi, da to je ta največja čarovnija, tako ali tako, ne. Ampak v bistvu drugače pa je to najbolj vizualna, performativna umetnost in sloni predvsem na tem, da celotna dramaturgija vizualnega sloni na lutki. Torej, mislim, v Pragi, naprimer, smo bili nismo se učili samo kiparstvo, slikarstvo, bili smo skupaj z dramaturgi, ker je to na nek način tudi vizualna dramaturgija. Mislim, to, da si zamisliš, kako bo to izgledalo, potrebuješ zares poznati zelo dobro medij lutkarstva, kaj lutka zmore, kaj pomeni, mislim, od filozofskih do gibalnih možnosti, do, mislim, vsak stil lutke ima čisto svojo filozofijo za tem, odvisno, naprimer, imaš lutke, ki so vodene od spodaj, ne, ki jih vodi iz globine človeške slabosti ali karkoli, ne, mislim, vse to ima še globlje pomene, tako da je to v bistvu 5 let raziskovanja tega, v bistvu sodelovanja, mislim, predavanja so bila skupaj z režiserji, dramaturgi, razčlenjevali smo predstave, ne vem, po Poljskem, mislim, na vseh teh festivalih in v bistvu se pogovarjali o tem in iskali sploh pomene lutk. Seveda v tem času se je potem še začelo ti preskoki, igralec na odru, ne na odru, pa vse te stvari in tu se je še našla ta nova, neke nove možnosti so se potem začele tudi odpirati, no, ki so privedle do teh nekih trkov med meni osebno, ne, mi je pač, mislim, je osnova to obujanje k življenju, mislim, ali je lahko lutka, lahko je predmet. Pač, mislim, osnova mi je ta čarovnija prinesti v življenje in potem s to dramaturgijo slediti neki večji ideji, ki se na koncu izrazi, no. Mislim, v bistvu na ta način in se mi zdi, da tu, ko sem prišla v Slovenijo, enostavno ni bilo jasno, kaj to pomeni, kaj pomeni likovna podoba. Zaradi tega, ker v bistvu tam smo se učili biti na nek način vizualni dramaturg, biti tehnolog, spoznati v nulo, sploh, mislim, raziskovati lutkovni medij kot tak, kipar, slikar, vse to, ne, in v bistvu potem sem tu spoznala, ne, da je tu večina pa je na režiserjih, ne, jaz zdaj govorim čisto ne kot objekt lutka, ampak lutka v celoti, v sklopu lutkovne umetnosti. In naprimer sem imela kar malo težavo, ne, ker mislim, meni so naučili, da že moram prej točno vedeti, ne, mislim, ni to zdaj samo, da lepo zgleda, ne, to bi so malo odzadnji celo zgodbo, celo pot, celo simboliko, če hočemo tak, ne, da ta dramaturgija pride do nekega konca, no, da to pride do nekega razodetja, do nečesa, kar smo hoteli povedati. Tako da, ja, v bistvu, no, sem imela tu kar dosti problemov, no, s tem, da sem sploh razumela in sem delala in likovno podobo in pozneje, mislim, tako, potem tudi razumeš, da nekdo potem gre naprej in išče ta svojo izraznost tudi v smislu režije ali pa dramaturgije, no, mislim, kompletnega, ja, ker je to tako močno povezano vse skupaj, ne. Ja, vsi ste se podali v bistvu na to pot, da ste potem vzeli reči v bistvu kompletno v svoje roke in naredili celostno podobo, ne, predstavo kot tako, ne, sami. Ne, da niste ostali samo avtorji likovne podobe, ampak ja, strinjam se zelo s tem in mislim si, da pač vsi, ki se resno ukvarjamo z lutkovnim gledališčem,
razumemo lutkovno gledališče kot način gledanja na svet, ne? Na nek način, ne zgolj nekega žanra ali pa oblikovanja samo neke predstave ali samo v enem majhnem kontekstu, ampak seveda se razmišlja z vseh možnih koncev, ker gre za videnje sveta, neke vsebine, neke tematike. Silvan, ti si pa v bistvu že takoj na začetku, da bi lahko rekli, da si celostni avtor lutkovne predstave, čeprav je že v začetkih Konja režijsko taktirko imel Jan Zakonjšek, ampak vendarle ta filozofija, ki jo je omenila Darka, ali pa ta pogled na materijo skozi lutkovne oči, pa je nekaj, kar se mi zdi, da je tvoje izhodišče bilo ves čas, da to lutkovno razumeš kot neko misel o svetu, kot neko idejo, ki jo realiziraš skozi lutkovno predstavo, tako idejno kot likovno. Zakaj lutke? V bistvu, tako, če razmišljam, da delam tisto, kar sem delal že v otroštvu. Tako da v otroštvu pač sem že šel nekje v smer likovnosti, se pravi, da sem risal kiparu in izdeloval že lutke, izdeloval ene maske in tako naprej. Tako da mi je bil blizu likovnost nasploh in z materialom in vsem tem. Tako da v bistvu zdaj imam srečo, da koncu delam tisto in od česar lahko živim, kar sem že takrat z veseljem počel. Zdaj pa najprej, kako sem vstopil v lutkarstvo, sem v delavnici kot tehnolog, tako da sem v bistvu v enem času spoznal lutkarijo in tehnologijo. Tako da, ko sem začel na svoje in ko sem Jana povabil zraven, sem že imel neko idejo, kaj bi kot jaz rad počel in kaj bi lutkarija mogoče v tistem času potrebovala. Ker se mi je zdelo, da je takrat šlo preveč v smeri posnemati neke dramsko gledališče, prišel je velik val igralcev ne lutkarjev v gledališče in ko so bili tako, eni so se hitro nekako privadili temu ali pa priučili temu lutkarstvu, eni pa teže in potem so režiserji malo prilagajali njim. Tako da se mi je zdelo takrat, da je treba nekako začeti od začetka in tudi zdelo se mi je, da je treba nekako lutko spet v to, od česar je išla, se pravi od nekega rituala in tako da je bil tista predstava napraviti Mizan krstov nekakšen ritual, tako je tudi delovala glede na prostor, kut, v katerem je tudi najbolj funkcionirala. Se pravi, ful je pomembno tudi, v kater prostor ti umestiš tisto idejo, ki jo takrat imaš. Se pravi, ko smo potem mogoče igrali kje drugje, je precej slabše funkcionirala. No in takrat smo že začeli tako, da sem bil vsaj recimo soavtor koncepta, ideje in tako naprej. In potem po enem času se ti zazdi, da boš pač najboljš uresničil tisto, o čemer razmišljaš in ko se enkrat odločiš, to bo moja pot. Recimo jaz pač še ilustriram in tako še ene stvari pač počnem, ampak si rečeš, konec koncev tudi največ zaslužiš od tega, da se odločiš. In tako da potem pač sam si kriv tudi za vse, kar gre narobe, konec koncev, če nimaš se na koga odgovarjati, pa res je, da že prej na vajah vidiš, kako bi pa jaz to naredil ali pa ne vem. Če je to lutkovno gledališče nekaj, čemur se profesionalno posvečamo in če pogledamo pa zdaj samo zgodovinsko, slovensko obdobje, štejemo mu recimo, tak je nek splošni dogovor, da mu štejemo nekaj več kot 100 let, od prve Klemenčičeve predstave leta 1912. In ni naključje, da je bil prvi avtor, ta profesionalni lutkar, kakor nekako je splošen dogovor, da ga obravnavamo, slikara. Se pravi, smo šli po tej likovni poti, oziroma je že začetek bil nekako likovno močan. In
tudi potem vse naslednje epohe so zelo zaznamovali likovniki, slikarji, ali pa kiparji, ki so delovali v lutkovnem območju in jih je to nekako intrigiralo in zanimalo. In moje osebno mnenje je, Nataša, ne vem, če se s tem strinjaš, da je tudi v likovnem smislu slovensko lutkovno gledališče majhno kot je, in res bizarno, da nas je na toliko majhnem področju vendarle toliko ljudi, ki nas to v tem profesionalnem smislu zanima, da je specifično potem, da je imelo vedno zelo močno to likovno plat. Da so bili ti sodelavci res ljudje, ki jih je intrigirala ta minimalizem tega izraza in tako naprej. In to se je seveda nadaljevalo, kot sem že rekla, po vseh teh epohah. Kaj mislite, kako pa je z vašega stališča likovnega spet, kako vzdržujemo te nivoje te likovne ambicioznosti, ki si jo je nekako zastavilo profesionalno lutkovno gledališče v svojih začetkih? Ga vzdržujemo, smo likovno tudi ambiciozni gledališčniki v tem smislu? Mislite, da se sprašujemo o tem dovolj, si zastavljamo prava vprašanja v smislu likovnosti in prostora, ko obdelujemo teme v lutkovnem gledališču? Bi se navezala kot ljubiteljica, se pravi vizualnega nasplošno, in pa seveda lutkovnega gledališča in lutkovnega muzeja. Naša generacija, zdaj karkoli to že je, se pravi, smo odraščali z lutkovnim gledališčem takšnim, kot je bilo. In smo si postavili, mislim, da se to zdaj delno odgovarjam na tvoje vprašanje, pa verjamem, da se boste strinjali z mano, smo si postavili zelo visoke kriterije, torej estetike, tudi v lutkovnem gledališču. In zdaj, kakršnakoli je situacija danes, mogoče zdaj spet mi z tem svojim, z vsem tem depojem, estetike, ki jo imamo, mogoče težje sprejemamo te spremembe, novotarije takšne, kot danes so. Mlajša generacija to, kar je, se pravi, to poznajo, to jim je blizu, zdaj ne zanima jih mogoče toliko zgodovina, to stalo. Oziroma, če se spet navežem na tujce, če sem začela z Avstralcem, bom nadaljevala z Avstralijo, recimo Patricia Piccinini, umetnica avstralska, ki je bila je svetovna zvezda, tudi trenutno podobno, recimo kot ta že omenjeni Ron Mujek, in ko je bila tukaj na srečo, Slovenci smo majhen narod, pa istočasno se znamo, mislimo, da se ne, ampak se znamo v bistvu postaviti v evropskem svetovnem merilu, ampak ne kot celota nacija, ampak kot posamezniki. In recimo v Mariboru smo imeli srečo, da smo imeli veliko razstavo Patricie Piccinini, spet zaradi enega posebneža Mariborčana, ki jo je tja povabil. In ko je ona prišla za svojo družino in bo šla tudi v Ljubljano, kaj naj gre pogledati, in sem ji med drugim tudi svetovala, ker sem imela to srečo, da sem jo spoznala osebno, da naj gre pogledati tudi lutkovno gledališče. In je bila lutkovni muzej tukaj na gradu. Je bila neizmerno hvaležna, tukaj je bila z 2 svojima otrokoma, neizmerno hvaležna, da je lahko to videla, in ko je prišla nazaj v Maribor, je rekla: Nataša, govorila sem možu, s čim si ti odraščala? S čim si ti odraščala? Sprej, kakšna je, kako bogata je naša lutkovna zgodovina, naša lutkovna dediščina. In da je torej neizmerno hvaležna, da je lahko bila del tega in da je to lahko videla. Tako da mogoče samo delno kot v smislu tolažbe, se pravi, imamo, majhni smo, ampak imamo. To, kar se dogaja pa zdaj, se dogaja, so revolucije, bile in bodo. Ja, absolutno.
Kaj pravite, smo dovolj ambiciozni ali popuščamo v smislu zahtevnosti? Jaz mislim, da to, kar se zares dogaja, je, da proba lutkovno gledališče tekmovati z ostalimi mediji. Se pravi, zdaj imamo, ne vem, Barbike, Disney, vso to katastrofo, ki v bistvu oblega otroke. Ne? In mi nekako probamo v lutkovnem temu konkurirati. Problem je to, da se ne zavedamo, da imamo več. Ne? Da imamo dejansko več zadati, več za pokazati in veliko bolj kvaliteten izraz kot stvari, ki jih otrokom nudijo multinacionalke. Ne? Tle se meni zdi frka. Toliko. Ja, jaz se strinjam s tabo, samo mogoče pa tudi ta stvar, da mogoče pa ni zgodb, ki bi to pripeljale noter. Ni nekih velikih zgodb več. Ne? Imam jaz občutek. No. Kaj pa se starim zgodbam manjka? Se pravi, novih je premalo. Ja, starim več ne manjka. En tak vakuum je nastal, vse tudi, ne vem, filmi se reciklirajo, pa muzika se reciklira. Absolutno vse se reciklira, ja. In mislim, da ljudke niso imune na to, na žalost. Jaz nimam tega občutka. Ne? Sem živela naprimer v Kanadi vrsto let, 7 let. In mislim, sem bila vedno ponosna ravno na to, da pri nas to še zmerom je. Ljudje hodijo v gledališče. Je polno. In mislim, da ne govorim samo o tem vizualnem, ampak na splošno lutkarstvo. Ne? In je ful razlika. No, tam bo šel v kino in bo polno in bo šel v gledališče in bo mislim, da se pogovarjajo o tem, 2 igralca, morate biti še 2 gledalca, vsaj, da se splača. Ne vem, po kakšni logiki, ampak okej. Tu pri nas ni, ne? Pri nas bo šel prej v kino, včasih pa bo bolj prazno, ko pa bo šel v lutkovno gledališče. To, kar jaz vidim. Ne? Mislim, jaz vidim, da ljudi to zanima in da je to neka ta, še zmerom, isto, ko je bilo pred ne vem kolikimi časi, še zmerom je to neka živa, pred ljudmi so skupaj, katarzična občutek, ko ti skupaj gledaš, ne vem, z skupino ljudi neko zgodbo, ki se jo živo nekdo pripoveduje. Mislim, da ta čar ne bo zginil nekoliko, večemo, zaradi vsega tega, kar ti dajo, bo to nazaj prišlo. Se bi navezala, Damjan, na to velikih zgodb, ne? Kot je Darka rekla, sem tudi bila na praški šoli in recimo pripovedovanje zgodb je bilo najbolj zanimivo skozi likovnost. V bistvu nas so provocirali v tem smislu, da zgodbo povemo skozi materijale, skozi reči, ki jih imamo. Tako da v tem smislu se mi zdi, da pripovedovanje zgodb skozi likovno, se pravi z vašimi izrazili, to me zanima, če smo v tem smislu dovolj ambiciozni, kaj mislite? To, kar vidimo na lutkovnih odrih, oziroma tudi na dramskih odrih, konec koncev, tudi če lahko govorimo tudi o scenografiji, o tem likovnem vidiku gledališča sploh, ki ga danes lahko. Meni se zdi, da tudi scenografija počasi izginja. Ker če pogledaš, scenografija je draga, težko je gostovati, težko je predstavljiva in tako naprej, in scenografija je vse manj. Ne? Meni, na primer, se spomnim kot otrok, meni je bilo glavno, takrat so bile še zavese zaprte, ki je naredil bank, sem gledal, kaj se bo odprli. In naslednjo dejanje je nekaj drugega. Tega ni več. Ne? Teh scenografij pa to je malo. V lutkovnem gledališču moramo pa paziti, da ne bojo lutke zginile. Lutke so lahko zelo komplicirane, ker rabijo veliko časa za napraviti, veliko znanja za napraviti, in če se to ne neguje, počasi uide. Ne? Enako uide večji spektakli lutkovni z veliko mašinerijo, scenografijo, veliko število lutk. To je proces zelo dolg. In zdaj, ker je gledališče so tovarne, ki se dela eno za, največ je tok časa in potem tok, tega ni več. Po drugi strani pa tudi festivali hoče imeti čim manjše predstavce z 1, 2, 3 in tako naprej. In počasi, če se zelo ne pazi na to, lahko uide z rok. Poleg tega pa, na primer, Slovenci pač smo le mali in tudi
talentov je toliko pa toliko, šolanih je toliko pa toliko, tudi v smislu teorije, se pravi, da tudi potem, če imamo festival, zbiramo selektorja ponovadi iz dramskega, ki pa ponovadi ima zelo pomanjkljivo izobrazbo glede lutk in tudi potem zbira pač tisto, kar je njemu bliže in tako, da jaz mislim, da moramo malo paziti na to, da pač ohranimo lutke, ne, da bi zdaj tako zelo konzervativno, ampak ne. Ja, V bistvu je to, da umetnost mora biti komercialna, da je z umetnostjo treba zaslužiti, tle jaz vidim nonsens popoln. In mislim, dejstvo je, da je, mislim, da skoraj edini teater na svetu, Arena v Veroni, ki posluje z dobičkom. Vse ostali teatri so subvencionirani. Problem je to, da je zdaj, ne vem, po gospe Šerci ali komu že naprej, ne, treba teater prodajati. In tle je pač gledališča imajo toliko in toliko sredstev in špara se dejansko na zunanjih sodelavcih in likovnih podobah. To je tle. Tako da v bistvu nismo mi te, ki smo premalo ambiciozni, ampak eni drugi ljudje. Jaz mislim predvsem čas, ne, da naprimer ni res, lahko narediš skoraj iz ničesa, lahko narediš čudovito predstavo, ampak rabiš čas, to so stvari, ki dozorijo in ne moreš z enega v drugo hiteti in mislim, kljub temu, da mogoče ni tehnološko najbolj zapletena stvar, mora biti ta misel za tem, točno kam vodi, kam to na te dramaturški ravni pelje, ne, kaj hočeš povedati. Lahko preprosto, ampak tudi te najbolj preproste stvari potrebujejo čas, da ta ideja dozori, da se poveže, da v bistvu jaz tudi mislim, no, da je preveč predstava za predstavo in da bi bilo in iz materialnega vidika, ne, če smo že ekološki in to, in tudi z tega vidika, zakaj ne bi bilo par predstav, mogoče 3 raznolike, zelo raznolike, ker se strinjam s tem, da morajo biti predstave, ki imajo tehnološko zapletene lutke, ampak dobro narejene. To pomeni ne na silo neki, ampak tudi te zahtevajo svoj čas, pa potem naprimer tudi alternativne, takšne, ki pač mislim spodbujajo domišljijo na drug način. In mislim, da bi ta raznolikost mogla biti, ampak da jih je manj, da ni zdaj to štancanje 5-6 predstav, ampak da vsaka ima ta svoj čas za ta razvoj. No? In da je to pol in na materialni ravni, ne? Da to zdaj ne kopičimo v nekih skladiščih in mislim, da so te stvari potem tudi igra in ni, da ni zdaj to, ko pa so zdaj v teh časih, naprimer, vsak bi imel, zdaj pa dolg čas, bom pa nekaj drugega. Ne, to so globoke stvari, ki jih lahko greš 5-krat, 6-krat gledaš, če je dovolj dobra predstava. Ne, se ne naveličaš, greš, najdeš še globine, najdeš še plasti za tem. Zakaj ne bi bilo, da bi šel predstavo gledati 3-krat? Mislim, zakaj bi mogel enkrat, ne? In naslednjič spet nekaj čist drugega, nekaj novega, kar še nisi videl. Mislim, da je bilo tu za spodbujati domišljijo ljudi, no? Da se gre v te globine, da se išče to in tako da jaz mislim, da manj tega pa tisto kvalitetno, no? Pa mogoče raznoliko tudi, ne? Da naprimer so take in take predstave. Jaz imam sploh občutek to, glede na to, kar pravi Silvana, ne, kako je treba ohranjati te lutko sploh v nekem klasičnem ali pa tradicionalnem smislu, kakor rečemo, ne, se vsi vemo, o čem govorimo, da moja izkušnja je, ne vem jasno, kakšna tvoja, ampak moja izkušnja srečanja s študenti je, da jih v bistvu bolj zanima ta klasična lutka, ne, v bistvu to, kar, kot da bi je to nek arhetip, ki ga imajo vse iz otroštva, pa se ga potem spet spomnijo in ja, je privlačno predmetno gledališče in tako, ampak v bistvu jih je pa najbolj mika tisto, kar jim je znano od nekje, pa ne vejo od kje. Ne? Kako ti vidiš, kad delaš z mladimi, kako razmišljajo o uporabi recimo neke ali antropomorfne lutke ali pa ne lutke, no, v bistvu uporabi scenskih elementov, ko razmišljajo o ustvarjanju gledališča. Jaz se v bistvu tle z Darko res ful strinjam, da je ta čas usodnega pomena.
Zaradi tega, ker se mi zdi, da mogoče včasih študenti hočejo hitreje priti do kakšnih rezultatov. Recimo, lutkarstvo se pa meni zdi v bistvu tako kot nek inštrument, kjer v bistvu ti rabiš čas, rabiš to, rabiš vzljubiti to in pol z veseljem tudi v bistvu delati in vaditi. In se mi zdi, da recimo iz likovnega vidika, tam ne vidim eno mojo bivšo študentko, se mi zdi grozno pomembno, da v bistvu podpiramo in študente, ki izrazijo zanimanje za to in ki so res pripravljeni ogromno energije vložiti v to, zaradi tega, ker je ta kilometrina blazno pomembna, zaradi tega, da prideš v bistvu do vseh teh, da se zaveš vseh teh nivojev, o katerih je Darka govorila, ki delajo predstavo tako zanimivo, da jo hočeš iti večkrat gledati. Ne? In se mi zdi v bistvu zdaj v tem času čas res pač ena taka stvar, ki je zelo pomembna, ki je dragocena, ki je ampak hkrati v vsem tem, v tem internetu in v umetni inteligenci in vsem, se mi zdi, da vsak človek pač rab to pristno neko emocijo, ki se ti zgodi, zaradi česar ti v teater greš. Ja, in res je to, in to vsi vemo, da v procesu priprave lutkovne predstave se ne da nič prešpricati, ne da se preskočiti ene faze, da boš nekaj hitro odvil, ker moraš to narediti, pa to zvaditi, pa skozi to luknjo se naučiti priti, pa priti ven. Ja, in tudi prejle, ko smo se na čaju pogovarjali, v bistvu to, da je ta ti v bistvu moraš nekaj začutiti, eno simpatijo do teatra. Zaradi tega, ker v bistvu so študenti, ki so recimo zelo tako storilnostno naravnani. Teater je prostor, kjer vadiš in vadiš in vadiš in se dostikrat res ne vidi, da si naredil kakšen napredek. Ampak potem se pa v nekem trenutku zgodi ta preskok, ki ga ne bi bilo, če ne bilo tega časa, ki zgleda, da je v leru, pa v bistvu ni. In tle se mi zdi, tle moramo biti pozorni in na te ljudi, ki so občutljivi za to in jih ne spregledati. No. Kako pa mislite, s čim, oziroma na kakšen način naj nadaljujemo, oziroma smo morda še bolj pozorni, mi, ki že toliko časa delamo, da smo še bolj pozorni na to, vzbujati v gledalcih občutek za to likovno na odru. Kako bi jim to lahko še, s tem, da delamo najboljše, kar delamo, ja, ampak kako še lahko poudarimo večplastnost razmišljanja kot gledalci, ko gledajo predstavo, likovno ali dramsko, se pravi ta estetika gledanja tudi. Vsem tem času, dejansko v času, ko smo obsipani z raznimi vizualnimi sporočili, kako prebrati to nesnago. Jaz mislim, da moramo biti mi iskreni, pa res delati, ne preskakovati. Čas je pa tisti, ki si ga gledalcu vzame, ali si ga pa ne vzame. Ne? In se mi zdi, da se tle tudi loče pač predstava od predstave. Ne? Ta iskrenost se pozna v bistvu, potem se mi zdi, da se to vidi, da to se občutijo potem tudi te gledalci, no? Da je ta na tej iskrenosti. In da je iskanju nečesa, da to gre k iskanju nečesa, kaj sploh delaš, kaj sploh hočeš povedati, ne? Tudi nekih bližnjic. To je pač ta pot, kako do tega prideti s poznavanjem pač tega medija. No. In se mi zdi, da do teh dejstev z iskrenostjo. No. Pa mogoče, kakor je en prej rekel, da je zdaj točen kdo,
da imamo pač visok kriterij, visok nivo. Mislim, da ga moramo obdržati ali pa dvigati, ne padati na nivo neke pač komercialne umetnosti, čeprav nas situacija nekoliko vleče sem. Ne? Damjan, vsebine, so še kakšne vsebine, ki bi te nagovarjale in provocirale k temu, da bi jih upodobil z lutko, bolj kot z risbo? Ja, sigurno, seveda, se jih je cel kup. Jaz prav čakam, da bo kdo kakšen antični tekst naredil v lutkah. No. To je bilo meni super, kakšno Antigono, neki, pa tako, toliko enih možnosti, ne. Jaz mislim, da je tako vse drobnakarsko ratalo v zadnje čase, ne, ali pa ne vem, to prispodoba votlin je meni fascinantna, ne, od Platona. Mislim, vse je dobro, se nima veze toliko z lutkami, ampak to je vizualna zadeva, ki je blazno močna, ne, in to bi jaz šel 3-krat gledati, ali pa 4-krat, ne, vse ni problem, ne, samo da je taka, da je zgodba konsistentna in tako, ne, zdaj, tam, da si nekdo noče prati zob ali pa copat zamenjavati, mislim, to je glupost, to je neumno, ne. Ampak vse gre na to, ne, vse bodimo pedagoško-didaktični, ne, mislim, to rabiš en didaktičen torpedo za vse to razstreliti, mislim, da je tako, ne vem, tako in pol seveda, pol mame tam otroke gonijo tja gledati te lutke, pa sporočilo dobijo pa čist napačno, po moje. No. Silvo je omenil ritual, ne, mislim, to je stvar res nekega posebnega vzdušja. No. In likovnost, itak, mislim, z likovnostjo noč nobenega kupu na nek način, če je vsebina plehka. Ne. Lahko narišemo še ne vem kaj vse živo. Ne. Tako jaz mislim in to pogrešam, no, zato sam ne grem v gledališče, mislim, pa mogoče se res malo stereotipno ali pa neumen, ampak kaj ne rečem drugega. Ne, pa res, kako se spomnimo, ne, nekih stvari, nekih predstav, ki so v bistvu lahko čisto enostavne, ampak ne vem, no, mislim, vsaj jaz, ampak v bistvu imajo res neko poanto, ne, in da se pa vodi k tej neki poanti in je res, mislim, lahko je preprosto, ampak slikovito, pa ne vem, naprimer, jaz se spomnim za ene predstave, ko mi je ostala najbolj v glavi, so bili neki Španci, tu so bili tudi v Ljubljani, in so imeli glasbo 4-letni časi, ne, od Vivaldija, in v njem je bila v bistvu tam, to zdaj ni lik, mislim, je bila samo vrečka, ampak spet je bilo, ta vrečka pade na tla, veter jo prinese z jesenjo, potem počasi čez leta čez letne čase postane človek, kar je bilo v bistvu igralsko narejeno, ne. In potem spet zapiha veter, poskuša vrečka poskuša biti to, kar v osnovi je, ne zmore, dokler ne spusti vsega in postane spet vrečka in jo veter odnese. No. Mislim, preproste stvari, ki so močne, ki ostanejo. Ne vem, mislim, jaz vem, da to mogoče zdaj ni primerno, ker ni, zdaj ko sem začela razmišljati, to ni primerno mogoče, ker ni ravno na likovnosti, ampak je pa na lutkovnosti z likovno preprostostjo poudariti neki, mislim, ne zdaj samo kot kip, ampak res je dobilo ta karakter in res je, mislim, po drugi strani, ne, da ni treba, da je zdaj neka velika zgodba z največjimi boji. Ne, se tudi ta tvoja zgodba je zelo arhetipska, zelo taka je prvinska. Ne. Po mojem itak ni zgodbe, ki se ne bi z lutkam dal povedati, zato ker pri lutkah imaš res turno možnosti, kakor se jih izmisliš, ne, od marionete do objektivata, ampak hoče reči, da ni treba posebej na nov pisati tekstov za lutke, ki govorijo o pranju zob. Ja, no, tako nekako. Tako je, ne? Ja. Dajmo zbrskati dobre štorije, pa jih dobro povedati. Ja. To, recimo, mene bi zanimalo v teatru početi, ne pa buci, nekih Ne, dolgčas je to. Silvan?
Imaš kaj za dodati? Vprašanje je, kakšno Če imaš kaj malo za se je dodati. zgodilo. Katere so vsebine, ki bi se jih lotil, ki te provocirajo? Vsekakor je treba ločiti med za otroke pa za odrasle. Ne? Ker pač otroci vseh simbolov pa tega ne bodo razumeli, tako da je treba biti malo previden. Po drugi strani pa spet niso neumni, da bi jih pa z nekimi poceni rečmi na hitro kupil, kar se jih da. Ne? Vedno govorijo, da so otroci najbolj kritična publika, kar sploh ni res, ker jih dobiš na finto, kadar hočeš. Ne? So pa iskreni. Ja, všeč jim je v gledališče priti, da ni treba biti v vrtcu ali pa kje, slikce se menjavajo in tako naprej. In to je že precej. Predstavljeni všeč na glas povejo, hvala Bogu. Rečemo, ne? Ja, Ampak, naprimer, meni je pa tako, si pa predstavljam. Jaz sem se tako vedno izogibal, takrat, ko so otroci noter, gledati. Itak sem si mislil, predstavljal sem naredil, zdaj itak nam nič popravljal, nam pa tega šundra gledal, pa to. Ne. No, pa so me pa dol v Srbiji skoraj prisilili, da sem šel gledati. Ne. Ogromna dvorana za tistih 400-500 otrok, ali pa ne vem, sem mislil, no, zdaj pa sem se usedel, da bom hitro pobegnil, če bo. Ne. No, ampak pol je pa tako, ne. Tist utihnejo, ne, se luč pržge, pa pride ena živalca, pol človek, pol žival, ne, tist petelen, pa začne hoditi, ne, ta tako dodzata animirana in slišiš tako vzdih v celi dvorani, vsi otroci, ne, tist en blesav petelen sam hodi in je to že, ne. In potem si pa rečeš, no, lej, no, vse ima neki smisla, veš, pa tako, ne. Tako da vidiš, da jim je pa, ampak potem si pa tako predstavljaš, mater, se res, ne, spod zgleda kot človek, ali pa tako še neki tako, lutka pač, slečen, pa to od zgori una glava petelina, ali pa kaj, ne, in sam hodi, resnično zgleda, da sam hodi, neka blesava žvalca, pa v pol sam gre, se obrne, pa celo zapoje pesem, naprimer, ne. In potem sem se tako, ne, sicer se od otroka razlikuje, enim je bolj všeč to, drugim. Moj ta-mal je hotel skot hoditi gledati Fausta. Sedel se od spredi na tla in je tistega Fausta gledal in njemu je bil Faust, naprimer. Čist mali, ki je še bil ta škatla mala, ne, to škatlo, ne. Ampak pač, ne, ga je. In če si jaz tako predstavljam, recimo, spet eno tako zelo žogica, marogica, ne. Zdaj gre sta ona dva, vrti, ona udarja, dve mali figurci gresta čez oder, pa pojeta in imela sva Boven in Lajno. Če bi to v dranskem gledališču en igralec pa vuna hodila, pa tokla, imela sva Boven in Lajno, razumeš, ne? Ne? To so pa te figurce male, grejo in to počnejo in je to tako, ne? Res, meni še vedno na novo je to, in to, kar si prej rekla, da padajo na ene take v bistvu, ne vem, klasično, ki nikoli ne moreš reči, kdaj, v katerem času, nekaj glih, glih prava stvar, da se spet nekaj vrne, ki je že preveč neke abstrakcije in bi rabili spet nekaj drugega, ki vedno lahko najdeš neki not. Ne? Tudi tako, kar rečeš, da so recimo, ne vem, v baroku hoteli imeti to pomanjšano dramsko gledališče. Ampak čim so bile to neke figure, je to nekaj drugega bilo. Ne mogoče, da bo oni naredili pomanjšano dramsko, čeprav je funkcioniralo scensko pa to na ta način, ampak čim so to neke male figurce to isto delale s tisto čudno animacijo, je bilo to neki drug svet. Darka, kakšne imaš ti kaj načrte oziroma je kaj, kar bi si želela, česar bi se želela dotakniti? Mislim, jaz ne vem, no. Jaz sem pač v tej fazi ravno, da se mi zdi malo v manjšini. Po eni strani, mislim, ful imam rada to je ta čarovnija, da oživi nekaj, ne. Mislim, in seveda je ful lepo, ne, če je to, ampak mislim, v tem času se mi zdi, ravno ljudem manjka domišljije, da je preveč materialistično vse usmerjeno.
In zato se mi zdi, da je, zato ne morem pomagati, da se trenutno bolj nagibam k predmetnemu gledališču, samo zaradi, ne bom rekla, mislim, da morate oba obstajati tudi, ampak ravno za spodbujanje te domišljije, tega, da ne vem, ena stvar lahko postane še 50 drugih stvari, da ni omejena s to svojo vizualnostjo. Jaz vem, kot vizualni umetnik je to greh, kaj zdaj govorim, ampak mislim, mene to zanima, ker je res spodbujanje te domišljije, ki se mi zdi v tem trenutku zelo pomembna in tudi, naprimer, ravno ne tega materializma in teh velikih scen, ker se zaletava lutke eno v drugo in se obrneš in pade tam. Mislim, skozi je strah, da se ti bo ta ogromna lutka nekam zaletela, mislim, že kot gledalca, ne. Mislim, to je v tistem nekih kostumih, ki so nemotorični, ne. Mislim, res, meni osebno je všeč to, no, zdaj trenutno. Pač to, da lahko postane karkoli, da ne vem, en papir postane, ne vem, pismo, postane ptič, ki je nesel to pismo nekomu, da se tu ustvarjajo neke te zgodbe čisto na preprosti način, no, v glavnem spodbujanje domišljije. Ampak končno je pa fascinacija nad tem, v bistvu, oživljanje predmeta. Da nekaj, kar tako je neživo živi, zdaj pa ali je to antropomorfna lutka ali pa petelin, ki gre čez. Absolutno se strinjam, da pač je potrebno oboje, no, ampak Moj petelin je boljši. Lahko je, meni je čisto vseeno. Hočem reči res, mislim, to je ta pač magija, ne. To je pomembno, mislim, da to je to, kar je lutkar, v bistvu snova lutkovnega gledališča, no. Zdaj pa to ali to, mislim, da oboje potrebuje biti, no, ampak Ja, Jasna, kaj pa ti? Ti si v bistvu že tudi naredila eno solo mehno predstavo, ki si se tudi podpisala kot režiserka, ne, da si bila avtorica celostne podobe, drugače pa večinoma delaš v dramskem gledališču. Ne. Je kaj, recimo, če primerjaš, je kakšna reč, ki te mika narediti bolj v lutkah in zakaj? V bistvu me najbolj zanima delati neke take bolj miniaturce, male stvari, z malo ljudmi. To me v bistvu zanima. Ne zanimajo me tako veliki projekti, ampak v bistvu bolj, to, kar sem že prej rekla, zaradi česar tudi v bistvu delam gledališče, pa ni vedno tako, no. Dobra ekipa, dobra tema, pa skupinsko v bistvu ustvarjanje, to me v bistvu najbolj zanima. V enem manjšem formatu. No, ampak je pa vendarle zanimivo to, mislim, da je to, mogoče se še tle malo pozaustavimo, ne, dejstvo, da smo na zadnjem festivalu slovenskem, na Bienalnem, dejansko prišli do tega, da so bile v večini te mini predstave, mehne predstave, ne, in da teh velikih predstav, kjer se vse te obrti, recimo temu, ali pa veščine, ne, tako likovne kot režijske, kot čisto tehnološke, pa tudi v bistvu igralske, potem izvedbene in tudi produkcijske konec koncev, da teh skoraj da nismo mogli videti, ne, teh res velikih kosov, kjer bi se neka večja mašina sprožila, ne. Kaj pa mislite v tem smislu? Dobro, recimo, da zdaj te v tem trenutku kot ustvarjalca zanima neka manjša forma, ampak kaj pa to za vaš likovni razmislek pomeni? Je to vendarle izziv narediti eno res veliko predstavo z veliko mašino, z mnogimi različnimi elementi tudi, ne, z različnimi dimenzijami? Barbara? Absolutno je, če ni limitiran budžet. To tle sem jaz, ne. A veš, če seveda imamo v pogodbi številko, za katero odgovarjam, pol jaz ne morem zares premisliti, ker skozi mislim, kaj poceni dobila, pa ne. To je ena reč in druga reč je, da seveda, če bi hotel narediti mogoče ta hip eno resno megaprodukcijo lutkovno, mislim, da nimamo tehnologov.
Mislim, da je tle luknja v lutkariji, totalna, da ljudje... Ja, 3D printerji so pa, no, pustimo, ampak ta zadnja predstava, seveda, ki sem jo delala v Mariboru, smo delali s 3D printi. Na koncu je izkazalo, da je v resnici to material, ki ne dopušča med izdelavo lutke, ne sprememb, ne kasnejših popravil. To je v bistvu princip, ki bi naredil barbiko, ki mora delati 5 let, pa je za smeti. Tako da meni to osebno mi ni blizu. Material, oblikovanje in to, kaj se da narediti dosti hitreje, kot iz lesa, to je fascinantno. Dejstvo je pa, da je material za drek. Pa 3D printer. Stari, ne sprintaš cele lutke čez noč. Mislim, ne razlaš jo celo čez noč. Dobro naredi celo lutko na printer. Ja. Jaz mislim, da te male stvari, te so super. Klopčkarije, takole rokce, ima vse prste, kako što naredi. Ima 3D, ima prednosti, ampak material je za drek, tako da mogoče je budučnost, da bi kombinirali stvari. A veš, tisti, ki iz printerja dobiš obrazek, ti imaš kaj več dodelati, pošmirglati, drugač, ker ni. Ni te napake, ko naredi karakter. Ne dopušča napak. Človeška. Mašina je, no. In to se pol pri lutki vidi, Odtis, vidite. Vse je pravilno, vse je simetrično, nekdo je rekel, stvar brez napak, jasna, je dosadna. Ja. Ne, nima karakterja. Nič. Mislim, težko ga dobiš pol z dodelavo, če imaš v bistvu skledo za solato pred sabo. Ti imaš kakšne izkušnje s temi 3D printi, jasno? Ne. Silvan, ti sploh ne boš, ne? Ne, recimo, sem tako, ko pa vidim en kup teh printerjev, pa to pa se mi ni zdelo, da je to taka brzina, ali pa kaj pa treba lepiti skupaj s koščkom, pa vse živo. Veliko težje je sestaviti. Ja, veliko težje je sestaviti. Lepo, pa polni šive brusiti, pa vse, ne. Težave so, s temi lutkami, res ne. Jaz mislim, da že pri prvem vprašanju, da smo po mojem vsi odgovorili, da je ta proces, ki je spet s časom vezan, ki v bistvu, ko se ta lutka z rokami dela, je tako kot, ne vem, preden se otrok rodi, pač 9 mesecev raste tam, preden ga zagledamo. Umetniško delo je po mojem ročno, vse ostalo je dizajn, industrijski. Damjan, če bi si ti lahko izbral, bi izbral veliko formo za svojo sanjsko lutkovno predstavo? Ni treba, da je velika, ni nujno, da je to nek, bi rekel, spektakel. Sploh ne. Gre bolj za vsebino, ki poskuša nekako na neke zadeve pozabljene pravzaprav v današnji civilizaciji, kakorkoli izgubljene. Raje to me bolj, nek stik s prvinsko, ker lutka je prvinska, če ste vi rekli, da je to že tam pamti vek, od Venere in tako naprej, Vilendorske in te zadeve, potem to že toliko časa eksistira, tako je drugačne. In zato to je, se mi zdi, po moje zame tako zanimivo. In tudi niti ni nujno, da so zdaj tukaj, da je to neka sofisticirana tehnika, praviloma ne, ravno obratno. Ne govorimo o ne vem kakšnih efektih in lučeh in osvetlitvi in tako naprej. Mislim, da je poanta v materialih, v teh zadevah bolj kot pa v animaciji, seveda, v sredstvih, ki so lahko primitivna na nek način, in verjetno tudi morajo biti, in zato je lutka zanimiva, ker se ni spremenila praktično, ne vem, nikdar, še kar eksistira, in ni odvisna od neke tehnične, bi rekel, napredka, in seveda tudi 3D printer ne bo rešil tega in spremenil lutke v tem smislu. Mogoče bo samo čas pridobil, tako kot pravite. Ampak
Tako da, zdaj sem malo zašel, ampak to. Ja, ne, nisi. To je zelo zanimivo, da dejansko pri ljudki prej ali slej pridemo do prvinskosti, do obreda, do nečesa, do česar pridemo, pa niti prav ne vemo, zakaj nas privlači. Ne? Ja, preko sila govorijo, v tej lajni, so se vrnila nazaj v svoj čas otroštva, vrtec, ko so nas peljali v staro lutkovno gledališče v Mariboru in sem v zadnji vrsti gledala. Ta prvinskost, ta iskrenost, ne samo za vas, kot kreatorje, kot umetnike, ampak tudi nas, odjemalce. Prvinskost, iskrenost, zato je dejansko ta čarovnija, ki jo lutka nosi v sebi. In to je to, kar pri lutki moramo spoštovati in negovati. To so zdaj že vse take lepe, zaključne misli. To so pobožne želje, se mi zdi. Pobožne želje. Mogoče lutki tudi dovolili, da pove nekaj več, ali Antigona, kot pa samo to, da si je treba zobe umivati. Spravi, ker s tem, to je pač moje mnenje, čisto osebno, ne smemo poniževati mladih odjemalcev. Ja, mislim. Kje bodo otroci dobili, če že govorimo o predstavah za otroke, neke teme, ki so univerzalne, če bodo sami hodili gledati, kako zobe umivati, take zadeve. No, zdaj malo karikiram, ampak to. Potreba se zobe umivati. Vse se je treba. To ne ortodonti delajo, ne pa lutkovno gledališče. Zelo se strinjam. Predvsem pa mislim, da so tudi lutke več ali manj, mislim, da so najmočnejše tudi, kadar molčijo. Tudi samo, če jih že gledamo, sploh, če so res dobro narejene, take kot so, z enim res globokim razmislekom, povejo vse že sam s tem, kar so. Ne rabijo kaj dosti filozofirati. Jaz bi povabila še vas, če ima kdo od vas kakšno vprašanje, preden... Jaz bi vsakega prosil, če pove en primer, ki pa je bil v bistvu navdušen nad to, kar pač nekaj ste zrisali ali pa nekaj pripravili, potem se pa v delavnici ali pa na odru zgodil nek moment, tako zelo konkretno, nek primer. Jaz ne bom štetala, hvala. Ne, pozitiven, ne rabi negativen. Jaz sem jih hotel obrniti, ker vidim, da zelo hitro bi lahko prišli do špece, pa niti ne, me ne zanima kakšne lepe izkušnje, da se mi, ker nismo bili zraven, naučimo kaj, da gre lahko tudi morda v redu. V redu gre, dokler imaš sodelavce, s katerimi, ki te znajo poslušati, ki razumejo, kaj hočeš, ki imaš tehnologe, ki obvladujejo, in tako naprej, ker imaš sodelavce, s katerimi je luštno skupaj delati. Se pravi, Ivica Bilek je bil, z njim je bilo carsko delati lutke. Litko Mitja ali pa Žiga Froc. Ta četrtega pa jaz mislim, da v tem prostoru ta hip ni, s katerim bi bilo meni dejansko veselje delati. Smo seveda naredili predstave, so bile čisto hude, z Ivico pa z Mitjo smo seveda, to kar je meni izziv, da seveda lutkovne tehnike poznamo. Nam je bil pri vsaki predstavi tudi tehnološko nagraditi znane stvari. Izumili smo, kombinirane vage, ni da ni bilo in, tle je meni fajn delati, to je to pol. Če pa seveda te v delavnici ne poslušajo, pa je pa to pol slaba izkušnja, to je bilo to. A veš, zakaj sem to vprašal? Zato, ker mi je ful zanimiv, ker začnete zelo konkretno o konkretni stvari govoriti, ne pa nasplošno. Samo zato sem rekel, mogoče pa kdo povedal, uni predstavi, una lutka, tist je bilo pa, In tako sem mislil vprašati. Tega dosti. Imaš kakšno tako zelo Tega je v bistvu veliko, zgodbico? ampak vse je že bilo. Ja, se je to, tisto, kar je bilo. Da narišeš in potem, ko vidiš, rečeš, to je pa še boljš, kot sem narisal to. Jaz sem recimo delala eno predstavo, prva moja predstava, zaradi kjer
je bilo usodno, da sem sploh v gledališču ostala, je bil Obisk, ena koprodukcija Wienerfest Wochen Drama, kjer je bilo noro to, da sem dobila v bistvu popolno zaupanje v to, kaj bom jaz naredila, in je bilo tudi do potankosti pač recimo uporabljam to. In to je, mislim, to je pa največji užitek, ki se ti lahko zgodi, ko pač sodeluješ. Mi je bila pa recimo tudi super izkušnja, ko smo delali, kako je Jaromira v Gleju. Mi je bila pa super izkušnja, ko smo bili 3 režiserji in smo bili 3 sodelavci, animator, dramaturg pa likovnik, in smo imeli čisto enakovredne vloge. Recimo to mi je bila tudi super izkušnja, ker se je v vsak del lahko vtaknil in vsakega si mogel zargumentirati in vsak je bil pol posledično tako uporabljen, kot si želel, da je, recimo. Dobra predstava je bila tisto, kako je Jaromir iskal srečo, ne? Ja, ne vem, jaz sem pa v delavnici, tako da ne vem, kaj naj rečem, verjetno leti lahko tudi ful na mene. Sicer nisem baš nekaj zelo dobra v delavnici, nažalost, mislim, imam rada, ampak nisem zdaj pretirano natančna in sploh in tudi zmešalo bi se mi, če bi mogla 8 ur na dan tehnične rešitve ugotavljati, tako da ne, ampak sem pa imam eno zelo dobro izkušnjo, ko sem pa delala ne v Lutkovnem gledališču nekaj našem, ampak z Revilom pa z Natašo Soltanovimi je pa Mitja pomagal mi narediti, mislim, izdelati lutko, ker jaz bi bila to bolj šlampasta in ne bi bilo to tako, kot je treba, in je bila čudovita, no, tako da, ja, to je bila pa po moje tudi, mislim, namizna lutka, deklice, pred deklice in slon, in je bila res, in bila naredita na star način, tudi po teh skicah na splošno, tudi, jaz sem sam pobarvala in bila super. V Lutkovnem gledališču je šel en almanah, ali kaj je to, katalog, pač predstav, obletnica, ne vem, tako debel. In tam, če pogledaš, so se zvrstili vsi mogoči režiserji, vsi mogoči likovniki. In to je bilo tako, recimo je dvakrat eden delal, se pravi, glih, ki je malo začutil nasvidenje in je prišel že nov in tako naprej. To ne moreš verjeti, če gledaš koliko. V bistvu Slovenija je tako mala, da bi rekel, toliko se jih je izučil v to, da približno vejo, toliko likovnikov, toliko režiserjev, ki se lahko prej med sabo zmenijo, da je čist jasno, s čim grejo v delavnico, s čim grejo potem na oder in tako naprej. Tle pa, če se že na začetku, če ta ne ve točno, kako bo to funkcioniralo, ker tle je zelo komplicirano. V Lutkovnem gledališču mora biti prej vse premišljeno, ker ne moreš ti pa reči, rabim še 5 lutk, ali pa ta mora biti čist drugačna, ali pa ne vem kaj. Ne? Se pravi, prej mora ta režiser pa likovnik razmisliti do konca, v delavnico, da se naredi. Jaz sicer recimo delam zdaj tako, da delam sam plus Žiga, ker prej sem 20 let sam delal, zdaj 20 let delava skupaj, ki točno se poznava, točno vem, kaj bom od njega dobil, on točno ve, kaj bo od mene dobil, delam načrte v glavnem 1:1 ali pa v merilih, vse v nulo in točno vemo, in tudi, ko pridem na oder, v bistvu nimam slabih izkušenj, jaz imam v bistvu v redu izkušnje, pa delam že dolgo. Ker je razmišljeno prej, ja, no, da je ta proces. Pa to časa delam. Tudi zato, ker si tehnolog ti sam. Ja, vem, kaj točno bo počela, ker v bistvu ti praviš tema, ne? Ok, tema, ti si rekla, vsaka stvar se z lutkami da. Prideš do nekje, pa si rečeš, ok, tole lutka zmore, tega pa ne zmore, ali pa to zmore, ta pa to zmore, ali pa ne vem. Tako da moraš hudo vedeti, recimo, ne vem, tako kot marioneta pa sablanje, če ne daš kot Sicilijanka, ali pa previsoke stopnice za marioneto, pa pol takole skače,
ali pa, a veš. Vsaka tehnika ima svoje omejitve, ampak vse skupaj. Ja, ampak morajo vedeti, v kaj in pol tudi izbrskati iz tiste teme res stvari, ki jih bo Lutka perfektno naredila, boljš kot kdorkoli v dramskem, a veš. In vse vršt ven tisto, kar boš videl, da kot napaka, ne. Ne vem, Recimo predolgi monologi. Ja, naprimer, pač ne gre, ne. Ne gre. Morda bolj kot to, kako v praktičnem smislu zadovoljiti temu likovnemu visokemu nivoju, ker vi ste vendarle že vsi toliko izkušeni, da že vnaprej veste, kaj potrebujete in kako nastaviti, da bo do tega prišlo, ne. Upam, da smo odprli, mogoče, da smo se dotaknili tudi teh reči, da je res lutkovno gledališče način razmišljanja, ne? Način razmišljanja ne samo stališča režiserja ali pa dramaturga, ampak te skupine, ne? Predvsem tudi v prvi vrsti tudi z likovno dramaturgijo oziroma z likovno mislijo, ki je pa vaša. Ne? Lep svetovni dan lutk vsem želim, pa upam, da se še kdaj srečamo ob takih pogovorih, ne? Mogoče še bolj podrobnih z drugimi še ustvarjalci, velikih je likovnikov, ne, tudi mlajših in tako da naj bo to nekak začetek, bi jaz rekla. Hvala lepa vsem. Hvala.